Konec 19. stoletja je bilo ozemlje Slovenije še del Avstro-Ogrske. Na Vrhniki v hiši na Klancu se je 10. maja leta 1876 mami Neži in očetu Jožetu Cankarju rodil 8. otrok. Poimenovala sta ga Ivan. Kmalu zatem je družina obubožala, a kljub temu je bil Ivan zadnji 2 leti takratne 6-letke najboljši učenec, veliko časa pa je preživel tudi v tako imenovani 11. šoli pod mostom, kjer je skupaj z drugimi otroki nabiral življenjske izkušnje. Ker je bil nadarjen za risanje, se je po končani ljudski šoli vpisal na ljubljansko realko, takratno tehniško šolo, in se začel resneje ukvarjati s pisanjem, njegova dela so bila takrat tudi prvič objavljena. Šolanje je nadaljeval na Dunaju, a je izobraževanje kmalu opustil in se posvetil pisanju. Prva knjiga, ki jo je izdal, je zbirka pesmi z naslovom Erotika. Ta je dvignila veliko prahu, škof Jeglič je kupil večino izvodov in jih dal uničiti. Cankar se je s pisanjem preživljal, pisal je tudi za časopise in literarne revije, tudi po naročilu in pod psevdonimi, torej lažnimi imeni. Bil je prvi slovenski avtor, ki je trdil, da je pisateljevanje poklic, ne pa nekaj, kar počnemo v prostem času zaradi veselja. Poudarjal je, da mora biti umetnik zvest svojim idejam in se ne prilagaja okusu množic. Pozorno je spremljal, kako pišejo drugi pisatelji in pisateljice v tujini. Posvečal se je dramatiki in v dramah kritiziral krivice, hinavščino in laž. Ustvarjal je tudi romane, črtice, povesti in eseje. Čeprav je veliko pisal, mu v življenju ni bilo najlažje. Veliko se je selil, njegov kip najdemo tudi na ljubljanskem hribu Rožnik, kjer je bival v gostišču. Rad se je tudi družil z drugimi umetniki, pa tudi zabaval. Med prvo svetovno vojno, ki se je začela leta 1914 in je trajala 4 leta, pa tudi že prej, je Cankar prišel navzkriž z avstro-ogrsko oblastjo, saj jo je kritiziral. Zato je moral 2-krat v zapor, pa tudi v vojsko, čeprav je bil šibkega zdravja. Mesec dni po prvi svetovni vojni, decembra 1918, ko je območje Slovenije spadalo v kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev, je Ivan Cankar v Ljubljani umrl, in sicer zaradi posledic padca po stopnicah. Skupaj s sodobniki Murnom, Ketejem in Župančičem ga uvrščamo med predstavnike slovenske moderne. Čeprav so Cankarjeva dela nastala pred več kot 100 leti, so v marsičem takšna, kot bi bila napisana danes.